Ker je bil nekaterim, po mojem večinoma Američanom, Santa Fe premajhen, so Korejci iz rokava stresali večjega in čeprav bi imel marsikaj naredili čisto novo ime, je ta samo Grand Santa Fe. Ampak poglejte, avto je povsod večji, torej 22 cm daljši, pol centimetra širši, 1 centi višji in za 10 cm ima daljše medosje. Mislim, če to ni nov avto. Res je velik, skoraj 5 metrov je dolg in vsak vpraša, kaj pa je to za en, niti pomisli ne na Santa Feja. V tem primeru prtljažnika ni ravno velik, no, če zdolžim sedeže, ga pa nastane 634 litrov, kar pomeni, da mi otroškega vozička recimo ni treba več tlačiti, ampak dan kar oba dela enega zraven drugega. No, kaj je to važen. Hyundai ima zdaj končno še en avto za vrh svoje ponudbe, ki je zelo prostoren in nadvse udoben. Tukaj bi skoraj lahko delal prevale, no, že bi jih lahko, ker je majhen. On bi tudi lahko sedel zadaj, meni malo zmanjka prostora za kolena in glavo, bi pa lahko potrpel tam, če bi se lih peljal na kakšno žurko ali pa še rajši iz nje. Dobrih 4000 evrov se mora poznati in pri prostoru vsekakor se. Tudi pri opremi, ker je Grand na voljo samo z bogatejšima paketoma in tale je sploh bogat, ker ima vse. 10 zvočnikov, panoramsko okno, 19-palčna platišča, navigacija s 7-palčnim zaslonom, uste na sedežih, nič več ne rabite. Navigacija na nekaterih cestah v Sloveniji ne dela ok, ker očitno nima popolnega zemljevida, ampak to se da enostavno rešiti, če obstaja kakšen popravek. Ker je tukaj res veliko prostora, so tudi sedeži veliki in udobni, z nekaj manj bočnega oprijema, ampak pri tem velikem Santa Feju se na vsakem metru vožnje čuti, da je za umirjene voznike, ki uživajo v tem, da visoko sedijo in da je okoli njih veliko pleha. Za začetek je recimo že volan premalo nastavljiv po globini in je rahlo predaleč, boljši občutek na njem pa ima vsak evropski konkurent. Prav tako avto deluje težko in okorno, ko se malo hitreje pripeljete v ovinek, kar je seveda logično, če tehta več kot 2 toni. Seveda se marsikateri podobno veliki SUV pelje tudi bolje, ampak je večinoma manj udoben. Zato je tukaj vse odvisno od vaših želja. Za več udobja tale, za boljšo vožnjo pa kaj evropskega. In precej dražjega. Motor se zdi zelo primeren za to velikost. 2,2 litra ima in 145 kW, slabih 200 konjev, predvsem pa 436 Nm navora, zaradi česar kar lepo potegne, tudi pri spodnjih vrtljajih. Malo me moti le, da vožnja z Grand Santa Fejem ni preveč tiha pri večjih hitrostih, ampak to ni krivda motorja. Tudi samodejni menjalnik je na nivoju, ker lepo prestavlja in se dovolj hitro odziva na ukaze voznika. Ampak vse, kar sem povedal v svojem testu, je brez pomena, če Grand Santa Fe ne opravi še najpomembnejšega testa za konec. Tole, vidi. Evo ga. Dobro, to se odpira. Evo, takole, zdaj pa da probamo. Evo ga, da vidimo, če gre noter. Fajn gleda človeka, ki dela. Evo, ja, lej. Glih za glih, da gre noter. Ampak gre noter, gre. A si upava zapreti? Probiva, jaz ne vem. Da vidimo, mislim, da ja. Bo, ne? Ja. Opa! Je! To pa je! Pol je zdaj v redu. Zdaj pa je v redu, evo, preskusil test in to je za mene kot glasbenika. Torej, Grand je izbira. Ma večji, ja. Prav, v redu, velja. No, lepo se meji, jaz šivam z boljšim. Čau, kar vzem.